Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Kako lahko en partner reši celotno partnerstvo? To je vprašanje, ki ga dostikrat dobim in dilema. V bistvu gre za to, dostikrat se v odnosu se zgodi, da eden izmed partnerjev si enostavno želi več, želi si bolj pozitivnega partnerstva, želi si se pogovarjati o globih stvareh, želi si bolj ljubeče partnerstvo. In ponavadi je situacija takšna, da se ta partner začne osebno razvijati. In ko se osebno razvija, dela na sebi, in potem se začne pogovarjati z drugim partnerjem, poskuša ga spodbuditi, poskuša ga potegniti za sabo. Ampak ponavadi tisto, kar se zgodi, je da naleti na odpor. Tistemu partnerju, temu drugemu partnerju je ponavadi na nek način stvari ustrezajo, ne vidi neke potrebe po spreminjanju, zakaj, kako in tako naprej. Seveda v ozadju je mogoče dostikrat tudi, prisoten nek strah po spremembi, tako da rajši ostanemo v nekem poznanem in tako naprej. Seveda, ena izmed, napak, ki jo dostikrat ljudje delajo v tej zgodbi, je to, ko se začnejo osebno razvijati, začnejo videti svoje napake in začnejo na te napake tudi opozarjati svojega partnerja in potem partner dejansko ni najbolj navdušen nad našo osebno rastjo. Gremo v bistvu naprej. Kaj se tukaj dogaja? Ko po teh klasičnih metodah osebne rasti delamo na sebi, potem v glavnem dobivamo novo znanje, novo perspektivo, začnemo gledati na stvari drugače in želimo spremeniti svoje partnerstvo. In kot sem rekel, tukaj naletimo na odpor. V partnerstvu grejo stvari gor in dol, in potem bolj kot je, več kot je tega odpora, težje je vztrajati v tem momentu in potem poskušamo to zadevo rešiti. Dogaja se, da je vedno več konfliktov in potem obstajata samo dve možnosti. Ena možnost je, da se partnerja oddaljita, to pomeni, da ta partner, ki dela na osebni rasti, še naprej dela na osebni rasti. In večina predvsej žensk, ki jih srečujem dnevno, je taka zgodba, da potem ženska reče, z njim se ne bom ukvarjala, bom delala na sebi in potem naj on reši, če hoče rešiti, in potem začneta živeti, neko vzporedno življenje. In druga možnost, ki je še slabša, je da ta partner odneha za svojo osebno rastjo in tako naprej. Pri energijskem treningu pa je dejansko zadeva drugačna. Pri energijskem treningu pa je mogoče, da samo en partner dela na sebi, da spremeni celotno partnerstvo. In bom razložil, zakaj. Ključ je v tem, da tukaj delamo z energijo. To pomeni, prvi korak je, da mi preko energijskega treninga dvignemo vašo kapaciteto energije. To pomeni, da imate več energije. In druga stvar je, da energijsko naredimo močnejše. To pomeni, ta dvig energije pomaga, da se vi lažje distancirate od trenutne situacije, da lažje dejansko mogoče praktično spremljate, si predstavljate recimo v odnosu, rešujete odnos. In ko imate dovolj energije, ste lahko potrpežljivi s partnerjem, ste lahko ljubeči, ste lahko partnerja ne pritiskate. Ko pa ste utrujeni, ko ste naveličeni, ko je vsega dovolj, potem zelo hitro pride do konfliktov. In ravno ključ tega energijskega treninga je, da dvignemo ta nivo energije, da lahko se distancirate, da lahko greste nad, te pretekle zamere, da dejansko greste, ker vse je energija. V partnerstvu se želimo pogovoriti,
Ampak če pridemo na pogovor polni neke stare zamere, polni nekih razočaranj, potem ta energija, ki jo mi oddajemo, avtomatsko dejansko vpliva na partnerja, da je v odporu, da se zapre in se noče pogovarjati. Ne. Pri energijskem treningu pa spremenimo to energijo, spremenimo to vibracijo. Predstavljajte si, da pač, bom rekel, vedno, ko rešujete ali pa ko želite narediti nov korak v partnerstvu, pač najboljša zadeva bi bila, da naredite, bom rekel, čist nek nov začetek z nekom, kjer ste neobremenjeni. Ne. Seveda lahko tudi to naredite, dosti ljudi naredi, ne. Ampak problem je v tem, da vi greste lahko v nov odnos in ste na začetku neobremenjeni v odnosu do partnerja. Ampak ko greste v nov odnos, še vedno nesete s seboj starega sebe, stara prepričanja, stare napačne predstave o partnerstvu, stare zamere, stare razočaranja. In je potem samo še vprašanje časa, kdaj se bo v tem novem odnosu začela dogajati in pojavljati ista zadeva. To pomeni, če pa delamo z energijo, pa na nek način znotraj tega odnosa naredimo nov začetek. Prvič, z dvigom nivoja kapacitet energije, drugič, da pač energija vas ojača, naredi močnejše. To pomeni, da se vas te situacije, ki se vam dogajajo, ne dotaknejo več toliko, vas ne mečejo več iz tira. Del tega je pač energija, govorim pač o neke vrste energijski terapiji. Pozdravimo travme iz preteklosti, jaz jih pač imenujem energijske rane, da boste vedeli, zakaj se govori, in se pač te stvari, bom rekel, ne dotaknejo več. In potem, glejte, ko ste vi navdušeni, ko ste motivirani, ko ste ljubeči, ko ste nežni, ko ste polni nekega navdušenja nad življenjem in ko to lahko vzdržujete, ker pač problem pri klasičnih metodah je, da imamo gor in dol in tukaj se potem zadeve začnejo. Pri klasičnih metodah osebne rasti je premalo momenta. Vi tukaj rabite dvigant moment in ta moment držati. In ko smo mi postanemo takšne osebe, potem partnerja avtomatsko ga začne zanimati, kaj pa ti delaš, a imaš ti celo mogoče časih, če imaš ti kakšnega novega in tako naprej. Ne? Ali pa recimo dostikrat se dogaja, da pač mi stranke pove, da jih partner sprašuje, kaj pa ti bereš, ne? In potem se začnejo zanimati. Ne? Medtem ko v drugem primeru je pač pride do odporov in vsega tega. Ne? Tako da razumete, ne? In ko vi postanete takšna oseba, ljubeča, nežna in hkrati močna in navdušena, ne govorim za ženske, potem avtomatsko partner začne gledati, mogoče mi pa ta zdaj pač moj partner me začenja prehtevati, mogoče je pa čas, da jaz nekaj naredim, drugače ga bom zgubil. Ne? In potem partner začne ravno tako sodelovati, ga zanima, ga potegne in tako naprej. In na ta način vi lahko spremenite, bom rekel, celotno partnerstvo. To je dejansko edina tehnika na svetu, ker pač deluje s pomočjo energije, kjer lahko en partner, ko dvigne sebe na višji nivo zavedanja, na višji nivo ljubezni, na višji nivo sreče, motivacije in vibracije, avtomatsko potegne za sabo tudi drugega svojega partnerja in skupaj potem začneta, seveda pač jaz pomagam, kako lahko delate z svojim moškim, kako ga vodite, ne? Da potem lahko skupaj začnete graditi novo vizijo, nov odnos, nove odnose, novo partnerstvo, se začnete pogovarjati o bistveno bolj globih stvareh, ker to si itak želite. Ne? In to je mogoče samo s pomočjo energije. Brez tega vse ostale zadeve, ki delujejo samo na mentalnem nivoju, ne glede na to, kakšno delo delate, je to hipnoterapija, NLP, karkoli delate, dejansko ne, ali pa klasična psihologija, psihoterapija, ne, dejansko vse dela samo na nekem nivoju. Ne. Ampak vi rabite več energije, vi rabite energijsko se dvigati, energijsko postati močnejši, da lahko te stvari speljete. Ker ni problem se v partnerstvu nekaj dogovoriti, ni problem se nekaj pogovoriti, problem je se držati. In potem, ko zopet prideš in ko se zopet pogovarjaš o teh stvareh, moraš dejansko imeti ljubečo energijo, ne pa, da si poln zamere, poln nekih starih stvari.
Tako da v bistvu tukaj, da razumete, z energijo resnično, energija spremenila moje življenje, energija spreminja partnerstva številnih mojih strank, verjamem, da energija lahko spremeni tudi vaše življenje. Za več informacij, za konkretne korake in plan dela, me kontaktirate, mi pošljite sporočilo, mail, karkoli je. Tako da v bistvu namen tega videa je, da dejansko z energijo resnično lahko imate upanje, da spremenite partnerstvo in dovolj je, da samo eden izmed partnerjev začne to preobrazbo. Ker potem avtomatsko drugim sledi. Ker kdo ne bi želel biti zraven takega partnerja, ki je vsak dan vesel, vsak dan navdušen, motiviran, ki ima dejansko novo neko vizijo za življenje, novo motivacijo in želi živeti čisto drugačno življenje. Avtomatsko ga potegnemo. Tako da, dragi moji, to je bilo moje sporočilo. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.